Če ste še v prednovoletni nakupni histeriji, potem imamo za vas en zelo uporaben predlog, za katerega pa upamo, da nikoli ne bo prišel v rabo. Ampak ne moramo pa garantirati, da lahko pogasi vsako iskro, ki se naredi na božičnem kosilu. Vse bolj kompleksni pogonski sklopi in elektronika pogosto tudi v kombinaciji z slabim vzdrževanjem poskrbi za številne požare na vozilih. Na tej točki je tudi Evropa poskrbela za dvig varnosti z obveznim samodejnim gasilnim sistemom za turistične avtobuse, ki bodo od julija zahtevani v vseh novih vozilih. Pa si poglejmo enega takšnih. Sistem je sestavljen iz senzorjev, ki se v primeru dviga temperature stopijo, to pa sproži samodejni gasilni sistem, kateri pogasi začetni požar v motornem prostoru. To dviguje tudi varnost za voznika, saj mu za gašenje ni potrebno odpirati lopute, s čimer bi dovajal svež zrak v predel in pospešil požar. Gasilni aparati so zakonsko obvezni samo v gospodarskih vozilih. Nam gasilcem bi se zdelo smiselno, da bi uporabljali gasilne aparate oziroma gasilnike tudi v osebnih vozilih, predvsem zaradi tega, da se lahko prepreči že takojšen nastanek tega začetnega požara, ki se kasneje lahko razvije tudi v večji požar. S takim gasilnikom lahko požar že, kot radi rečemo, zatremo v kali. To pomeni že pri samem dimljenju, ko zaznamo, da se nekaj kadi, poskušamo požar locirati in kasneje tudi pogasiti. To pa pomeni, da zmanjšamo samo škodo na vozilu na minimalno možno raven. To pomeni mogoče nekaj 100 evrov škode. V primeru, če ne bi imeli takega gasilnika, smo pa lahko prepričani, da avto pogori v celoti in da moramo razmišljati o nakupu novega vozila. Požar gasila na avtocesti. Pomembno je, da takoj, ko zaznamo dim na vozilu, da varno ustavimo in poskušamo požar pogasiti. Vsak dim pa še ne pomeni nujno, da gre za požar vozila. Pri dimu bele barve je morda prišlo samo do pregretja motorja. Če pa je dim že črne barve, potem se pod motornim pokrovom zagotovo skrivajo tudi že ognjeni zublji. V takem primeru, da ne bi vdihavali strupenih plinov, poskušamo gasiti samo skozi privzdignen motorni pokrov. In tudi, če smo uspeli uspešno pogasiti požar, vseeno obvestimo gasilce na številko 112, da pridejo in da preverijo s termokamero, da je požar zagotovo pod kontrolo. Če si v vozilu namestimo takšen gasilni aparat, lahko z njim pogasimo začetni požar na vozilu ali pa morda pomagamo tudi kom drugemu na cesti. In glede na to, da se bliža čas praznikov, je lahko gasilni aparat tudi praktično in pa uporabno darilo za vaše bližnje.